Pred jutrišnjim svetovnim dnevom Zemlje govorimo danes o navadah posameznikov pri ravnanju z odpadki. Zakaj je ta tema pomembna oziroma kakšen je namen in cilj današnje konference? Navade posameznikov pogosto pozabljamo, da so izredno pomembne pri doseganju naših ciljev in pa rezultatov. Konec koncev so uporabniki tisti, ki imajo odpadek in mi jih moramo pripeljati na pravo mesto. Infrastruktura in pa investicije nam ne pomagajo, če ne moremo spremeniti navad. In kot opažamo in analiziramo odpadke, je še vedno precej odpadkov oziroma e-odpadkov med mešanimi komunalnimi odpadki in na ta način seveda, da spremenimo navade, bomo tudi to rešili. Cilj današnje konference je nekako to strokovno javnost spodbuditi v tem razmišljanju in pa seveda izpolniti tudi naše zahteve, ki jih imamo v sklopu projekta LIFE, ki ga vodimo do konca leta 2020. Kako pa vi oziroma vlada vidite pomen in vlogo krožnega gospodarstva pri ločevanju odpadkov? Vlada je model krožnega gospodarstva v sklopu sicer širšega programa prehoda Slovenije na zeleno gospodarstvo prepoznala kot ključno usmeritev tako v gospodarstvu kot sicer v vseh družbenih procesih. Tako da ukrepi, ki so usmerjeni strani vlade, strani nevladnih organizacij, strani podjetij, so predvsem v osvajanju teh krožnih poslovnih modelov, krožnih poslovnih praks in kot rečeno še enkrat, recikliranje je zelo pomemben del tega celotnega ekosistema. Kako vi ocenjujete navade uporabnikov pri ločevanju odpadkov v Sloveniji, Evropski uniji pa tudi širše? Mogoče kot popotnik lahko naredim eno primerjavo, da seveda tudi v Evropski uniji je veliko razlik. Slovenija se rada razglaša za zeleno državo, ampak pri nas to še vedno ni postal način življenja. Živeti tudi zeleno, kamor tudi spada ločevanje odpadkov. Tudi v tretjem svetu je zdaj kar nekaj dobrih praks, kjer odpadki tudi predstavljajo pomemben vir dohodka za marsikoga in to na nek način ljudje, ki pobirajo smeti, jih tudi ločujejo in je to kot nek prvi primer reciklaže tudi v tretjem svetu. Kako vi vidite današnjo konferenco? Ja, današnja konferenca je definitivno en velik prispevek k dodatnemu osveščanju prebivalstva. Če želimo dosegati evropske cilje krožnega gospodarstva, ki se začnejo pri ločevanju odpadkov, je nedvomno osveščanje tista stvar, ki je na prvem mestu.